Kaj je potrebno pripraviti in urediti glede dokumentacije pred prodajo nepremičnine? Pri prodaji nepremičnine govorimo o upravnem poslu. Direktno pri prodaji nepremičnine gre za prenos lastninske pravice iz enega imetnika na drugega, torej za nakup in v prodaji. Prva stvar, ki jo svetujem, je, da poiščeš vso dokumentacijo v zvezi z nepremičnino in jo zložiš v fascikel. Tako se bo točno vedelo, kaj dokumentacije imaš in obstaja, ter česa nimaš. To naredi v vsakem primeru, tudi če ne prodajaš nepremičnine. Pri sami prodaji pa se bo potrebovalo gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje, če seveda obstajata. Morda obstajata in jih nimaš pri sebi. V tem primeru svetujem, da se pri upravni enoti naročijo kopije. Ker se bo pri prodaji nepremičnine plačal tudi davek, je fino, če imaš pri sebi kopije pogodbe o nakupu nepremičnine. Če nimaš, pridobi kopijo iz zemljiške knjige. Ponavadi je potrebno pri dokazovanju vrednosti nepremičnine od nakupu oziroma pridobitvi. Prav tako je potrebno imeti sklep o dedovanju, če se je nepremičnina pridobila z dedovanjem. Vse to pa je potrebno le, če si lastnik nepremičnine manj kot 15 let. Če gre za prodajo hiše ali nekega samostojnega objekta, preveri, če je vpisan v kataster stavb. To sicer ni pogoj za prodajo, vendar je prav, da se to v vsakem primeru uredi. Ne glede na to, ali se prodaja ali ne. Potrebno je pridobiti tudi energetsko izkaznico za stanovanje oziroma stavbo. Prav tako je potrebno novemu lastniku predati vso obstoječo dokumentacijo. Sem spadajo tudi morebitne garancije za vgrajene materiale in opremo, če je predmet prodaje. To je nekaj osnovnih napotkov, se pa ta dokumentacija lahko razlikuje glede na tip nepremičnine in morebitne ostale podrobnosti. To je le nekaj osnov, ki so nujno za lažjo izpeljavo posla.